roke gor, sam niže. To, greva. V prometu so mi meni rekli v službi, Johnny Brzinca se je pripeljal. Torej, bila sem zelo hiter voznik in uživala v vožnji. Meni ni bila vožnja napor ali pa potreba, je potreba po sprostitvi. Danes je to brzina, druga, krožišča. Krožišča so zelo težka za starejše. Novi predpisi, nova prometna oznaka, a ne? Torej, iz tega pride pa na to osebno. Sigurno, tudi če se volja po vožnji ne spremeni, način se mora. V Zavarovalnici Triglav smo želeli starejšim voznikom omogočiti, da osvežijo svoje vozniško znanje, ter tako v prometu dlje časa ostanejo avtonomni in varni. Bova spet obrnila, pa prijeva nazaj in gremo še enkrat v tale rondo, turbo, pa boste zdaj prav zvozila, ker zdaj ste naredila prekršek, pa se bomo pogovorila kakšen, zakaj? Tečno po hudičih, ne, dosadno. Enkrat je 70, za par metrov je pa že 50, ne. Zakaj ne bi združili nekako to skupaj, ne? Skoraj 30% vseh voznikov na slovenskih cestah je starejših od 60 let. V prihodnje pa jih bo vedno več. Starejši vozniki z leti postajajo bolj rizični. Najpogosteje uveljavljajo škodne zahtevke iz avtomobilskih zavarovanj. Pogosto so tudi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom. Kljub majhnosti ima Slovenija zelo razpršena naselja, ki niso v celoti povezana z javnim prevozom, zato je za mobilnost posameznikov še vedno pomembna vožnja z osebnim vozilom. Cestno-prometni predpisi, tehnologija in prometna infrastruktura se hitro spreminjajo. Vse to starejšim povzroča številne izzive. Zato smo jim ponudili brezplačno priložnost za individualno osvežitev vozniškega znanja in spretnosti z inštruktorji kar v njihovem domačem okolju. V tej starosti smo se osredotočili na 3 kategorije, kjer se da veliko narediti. To je varnostna razdalja, hitrost in seveda krožišča. Čim bolj natančno smo želeli tudi izmeriti oboje, tako njihovo počutje, se pravi neko samooceno, kako suvereni so kot vozniki pred in po vožnjah in tudi njihovo realno napredek v znanju. K partnerstvu v akciji smo povabili AMZS. Na osvežitveno vožnjo se je podalo skupno 700 starejših voznikov. V njihove avtomobile je prisedlo 7 inštruktorjev vožnje. Gremo v zavoj! Posebno je bilo v tem, da dejansko nismo šli v ocenitveno vožnjo, ker prej, ko smo delali to, so bilo marsikjerega je bilo strah, a bi sploh naredil izpit za avto. Letos smo šli pa v osvežitveno vožnjo s tem namenom, da smo se mi z njimi pogovarjali. A še cela noga? Ja, zato ko ste se ustrašili. Ali je res tek nor, da bo stopil gor, se ne bo ustavil. Pa če se težko ustaviš, je bum. Glih za glih je šlo, ne, tako ko smo tisto ustavljali, ne. 700 voznikov je vožnjo osvežilo v 3 mestih po Sloveniji. 150 pa jih je vaje zaključilo še s treningom v Centru varne vožnje na Vranskem. Napredek voznikov smo redno spremljali in ugotovili, da je večina udeležencev občutno izboljšala rezultate v vseh 3 kategorijah: krožišča, hitrost in varna razdalja. Vozniki so izkušnjo ocenili kot zelo pozitivno. Za volanom se počutijo bolj varno in suvereno. Vožnja pa jim zdaj predstavlja manjši stres. Jaz sem se počutil udobno, varno in to je bilo najbolj pomembno.